ali mislite, da je stanje duha, pa tudi inštrumentarija v Evropski uniji takšno, da lahko, kot se reče, zgrabi bika za roge, recimo, da se tudi spopade s tisto obsedenostjo, z neprenehno rastjo, kar je seveda tudi vzrok vseh teh dogaja. Jaz moram reči, da sem z Evropsko komisijo zelo nesrečen. Mislim, Evropska komisija je vsa leta vodila tipično neoliberalno politiko, kot sem rekel, nikdar ni zaukazala lastnim multinacionalkam, naj v svetu neke socialne norme tudi upoštevajo, pri čemer seveda nihče ne misli, da so to skandinavske socialne norme. Vendar pa neke socialne norme bi morali izkoristiti in tisto, na katerim so oni pravzaprav ves razvoj utemeljevali, je pa Lizbonska strategija. In še ko se je kriza začela, če ste poslušali politike, so že kar naprej neke fraze iz Lizbonske strategije in družbe znanja pripovedovali o tem, kako bomo ustvarili družbo znanja. Samo kaj je to družbo znanja? Oni so rekli, ja, tehnološki napredek in zdaj tehnološki napredek bo ustvarjal zaposlitve in boljše zaposlitve. Jaz verjamem, da tehnološki napredek ustvarja boljše zaposlitve, ne ustvarja pa več zaposlitev. Tehnološki napredek očitno zamenjuje delo, izriva delavce. Je pa posredno seveda omogoča zaposlovanje v tistem, o čemer pravimo negospodarstvo. S tem se na nek način strinjamo. Ampak tule, kar se tiče Evropske komisije, Evropske unije, jaz mislim, da je tu predvsej zgrešena ideja in sem zelo nesrečen, da je ponovno enaka Evropska komisija in da so to Evropsko komisijo pravzaprav podprle vse države, tudi tiste, ki so načelno socialdemokratske, zaradi mene tudi Slovenija je podprla isto Evropsko komisijo. In tule zaradi mene, če sta vsaj dva moteči imeni, en je Barroso, ta drugi pa ta komisar za finance Almunia. Ta kar naprej poudarja, kako nevarni so upokojci in kako bojo upokojenci pač. To enostavno ne drži. Mislim, tole je zdaj spet ena samoumevnost, kako bojo upokojenci onemogočili svet, kako bodo finance, kako so stvari nevzdržne. Enostavno ne drži, pa tudi če bi držalo, kaj bomo naredili, bomo eutanazijo uvedli pri 70 letih. Mislim, enostavno se moramo s tem prijazniti, rešitev je. Pri upokojencih se pa sploh spregleduje. Mi stalno gledamo tokove denarja od tekoče generacije k prejšnji generaciji. Pa vse so tokovi tudi v obratni smeri, če drugega ne, je čuvanje otrok. Vejte pogledati v bančni sistem, kdo ima bančne vloge. Bančne vloge imajo upokojenci, je nekaj varčevanja. Potem imate, recimo, zaradi mene zapuščino kot takšno. Mislim, sej nekaj tokov tudi v drugo smer ne moramo gledati, samo v eno smer te tokove. In tudi preko dele je pri nas, če gremo čez zdravstveno spustimo, je približno 11% družbenega produkta. Ja, če gledamo Evropi, že znotraj Evrope so te odstotki zelo različni, grejo od 5 pa do 19%, pomeni, da je prostor nekje in najbrž nič ne bi nastal noben problem, če bi bilo 13%. Ker pa ti isti ljudje tudi verjamejo v neskončno gospodarsko rast, potem pa ni nič drugega, kot samo nekoliko drugačna porazdelitev. No in ta gospod Almunia kar naprej pripoveduje o tem, pri čemer pa sta dve reči. To je splošno značilno za te mednarodne inštitucije, zakaj sem jaz zelo kritičen. Poglejmo Svetovno banko. Jaz sem bil sam tam, pa vem, kako je. Subvencionirajo hrano. Za $1 si dobil kosilo. Ne plačujejo davkov, ker so mednarodna inštitucija in upokojujejo se po 10 letih službe. Ves svet pa učijo, kako se ne sme subvencionirati, kako je treba davke plačevati in kako je pač upokojevanje nevarna stvar. In tlele je nekaj podobnega tudi pri Evropski uniji, če gledamo pač ravnanje na eni strani in na drugi strani tisto, kar nam pripovedujejo. Tako da, tač pogled na Evropsko komisijo, zdaj boste rekli, ja, kritiziram. Ja, to pa ni drugega narediti.